mogoče Šentjur, če začnemo s tem cepljenjem s fiziološko raztopino, kako je sploh to mogoče, da se je zgodilo, kakšen je vaš komentar, da samo izvijali, mislim, je to neka redna praksa? Lejte, to so stvari, ki se zgodijo. Ljudje smo nezmotljivi, tudi zdravniki in smo zmotljivi, nismo nezmotljivi, tudi zdravniki in medicinske sestre in tisto, kar je tukaj najbolj pomembno, je, da se taka napaka čim prej ugotovi in potem naredi vse, da se situacija popravi in kot sem slišala, so vse ljudi poklicali in to povedali, se jim upravičili in seveda jih cepili dejansko s cepivom. Tako pa najdejo potem to, kako je možno najti točno tistih 36 in pa kakšen vpliv ima fiziološka lahko na nas? Fiziološka prav nobenega. To je povsem nenevarno, tudi prostornina te fiziološke raztopine je bila sorazmerno majhna, tako da najbrž tudi ni povzročila kakšne posebne bolečine ali česa takega, tako kot samo cepljenje minimalno boli. Seveda imajo evidenco, kdo je bil s čim cepljen, v katerem času in tudi na koncu so vse viale prešteli in ugotovili, da v tem času pač je bilo nekaj cepiva viška, se pravi, ni bilo ustrezno porabljeno. A je mogoče, da se je to že kdaj prej zgodilo, kje drugje, pa se tega ni opazilo? V smislu, a mogoče bi lahko tisti, ki so bili cepljeni, ugotovili na podlagi tega, če niso imeli nobenih stranskih učinkov, da morda ni bilo cepivo ali pa kakorkoli, ali to nima? Torej, teoretično, zdaj seveda, vedno se lahko kaj takega zgodi. Torej, zdravniki in posebej medicinske sestre imamo različne, kot temu rečemo, zanke narejene v procesih, ki jih delamo, da do napak ne prihaja, ampak še vedno se lahko zgodi, da do neke take napake pride. Je prav gotovo redka. Zdaj, da nekdo sploh ne bi imel nobenih neželenih učinkov, mi potem mislil, da ni bil ustrezno cepljen. Vam težko rečem, zato ker ljudje zelo različno reagirajo na cepiva. Moja osebna izkušnja prvega odmerka sploh nisem občutila, medtem ko sem po drugih dveh imela reakcijo, tako da iz tega je to praktično nemogoče sklepati. Gre tukaj za, ne vem, morda trenutek nepazljivosti ali je morda, tako kot je tudi direktorica rekla, zdravstveni kader je izčrpan in napake so vse pogostejše? Torej, to je možen razlog. To je ena od stvari, na katero opozarjamo, namreč obseg dela je res ogromen, zlasti na nekaterih točkah. Drugje je sicer obseg dela mogoče manjši, ampak je bistveno manj kadra, ker je preusmerjen na delo z COVID bolniki in to tako na primarni ravni, kot v bolnišnicah, kot na oddelkih za intenzivno terapijo, če hočete, na oddelkih, kjer se bolniki potem rehabilitirajo. Skratka, delovno breme je večje za tiste, ki so v določenih procesih in to je eden od razlogov, zaradi katerega bi res želeli, da se ta epidemija pri nas konča oziroma da se jo obvlada vsaj na tak način, da ne bi predstavljala toliko velikega zdravstvenega bremena in bremena za zdravstveni sistem, ki ga seveda lahko vodi na koncu do takih situacij. Moram povedati, da je ta jesenski val delta variante bil izjemno delovno intenziven in zavedati se moramo, da je bil tak zato, ker v Sloveniji ni dovolj ljudi cepljenih. To je res velik problem. Zdaj v zadnjih dneh zopet nekoliko raste število hospitaliziranih COVID-nih bolnikov na navadnih oddelkih. A je to že posledica omikrona, kakšne so mogoče te prve izkušnje s poteki, mislim, da so bili tudi že na intenzivnih oddelkih? Torej, posamezni primeri so že hospitalizirani in tudi hospitaliziranih na oddelkih za intenzivno zdravljenje z omikron različico. Še vedno seveda pa prihajajo posamezniki, ki so bili okuženi z delta različico, zato ker je pač ponavadi potrebnih teden dni, lahko tudi kakšen dan več, predno se bolezen tako hudo zaplete, da potrebujejo ljudje bolnišnično zdravljenje. Potem ta teorija, da bo to prehlad omikrone,
da ne bo niče padla na nekaj? Seveda, omikron je za večino ljudi prehlad, zlasti za tiste, ki smo že razvili neko imunost, bodisi zaradi cepljenja ali pa zaradi prebolele bolezni. Za večino tistih. Seveda za tiste, ki te zaščitne bariere nimajo, pa še vedno obstaja možnost, zlasti če spadajo v ranljive skupine, da bo bolezen potekala hudo. Če opazujemo krivulje naraščanja števila primerov in tudi naraščanja števila sprejetih v bolnišnicah po različnih državah, se pravzaprav kar lepo kaže, da je v državah, kjer je veliko cepljenih, zlasti naraščanje sprejemov na oddelke za intenzivno terapijo bistveno manjše kot v prejšnjih valovih. Nekoliko seveda so naraščali tudi sprejemi v bolnišnice. Tudi tam seveda do neke mere gre tudi pri nas za ljudi, ki sicer potrebujejo bolnišnično zdravljenje, pa so seveda še okuženi z novim koronavirusom, zato ker je pač epidemija trenutno tako zelo intenzivna. Pa so ti, ki so prav zaradi omikrona, se prav zaradi pljučnice, covidne hospitalizirani, so to tudi cepljeni lahko ali so to večinoma necepljeni, morda imate podatke za te, zdaj hospitalizirani? Torej, prav za te konkretno pri nas nimam, seveda tudi pri omikron različici zaščita pred hudim potekom ni 100-odstotna. Včasih je težko razumeti, ljudje iščemo neko 100-odstotno zaščito, neke take dokončne rešitve, ki jih v medicini žal nikoli nimamo. Tako da je seveda možno, da nekdo hudo zboli za omikron različico COVID-19, tudi če je cepljen, še posebej seveda, če spada v tiste skupine, pri katerih pričakujemo, da je cepivo slabše prijelo. Tukaj gre za starejše ljudi, za ljudi, ki imajo moteno imunost. Ampak ker je starost tak velik dejavnik za hud potek COVID-19 in seveda vpliva tudi na slabši odziv na cepivo, moram še enkrat povedati, da je zlasti pomembno, da se te starejše skupine čim prej res zdajle cepijo. Ampak eni so že 3-krat cepljeni, kljub temu lahko zbolijo, kaj preostane tem? Lahko, seveda. Povečati imunost? Lahko, torej težko povečamo imunost v tem primeru. Tukaj čakamo pač razvoj odobritev cepiva, ki bo specifično delovalo proti omikron. Še ena stvar je pomembna, pomemben je namreč čas, kdaj smo bili nazadnje cepljeni in prva skupina najbolj ranljivih ljudi v Sloveniji je bila z 3. odmerkom cepljena že na koncu poletja, se pravi začetku septembra. Tako da bo čez kakšen mesec, 2 minilo pol leta od takrat in je za pričakovati, da pravzaprav že zdaj v tem trenutku ta imunost do neke mere upada proti tej omikron različici, ki je pač slabše občutljiva na te obrambne mehanizme, ki jih razvija cepivo. Kaj pa zdravila lahko s tem, kako? Torej ja, zdravila imamo v Sloveniji na voljo in sicer molnupiravir, ki je v obliki tablet, ki ima določene seveda kontraindikacije, ampak še vedno je indiciran in primeren za recimo starejše ljudi, pri katerih bi bilo tveganje za hud potek zelo veliko. Potem je možno uporabljati tudi zdravilo Remdesivir, ki smo ga nekaj časa uporabljali za bolnike, ki so že razvili pljučnico, no zdaj pa obstajajo raziskave, ki kažejo na to, da je v bistvu bolj učinkovito v zgodnji fazi, predno se razvije pljučnica, ki je v bistvu že neke vrste imunski odgovor na virus, ne samo direktni učinek virusa. No, še ena novost so pa tudi FFP2 maske za učitelje. Zakaj mogoče še enkrat, da spomnimo, ta maska bolj preprečuje, zakaj je mogoče bolj varna, pa če bi bilo po vaše smiselno, da se jo razširi še mogoče na kakšne druge poklice, dejavnosti, prostore, površine? Torej, tako nasplošno povedano, seveda so te maske bolj učinkovite od navadnih kirurških mask in navadne kirurške maske bolj učinkovite od tekstilnih. Je pa to do neke mere odvisno tudi od tega, kako oseba masko uporablja oziroma kako se ji prilega obrazu, kako tesni.
In če seveda FFP2 maska dobro tesni, potem nudi res precej boljšo zaščito od kirurške maske. Pri vseh maskah pa se moramo zavedati, seveda, da jih moramo ustrezno menjavati, ker pač njihova uporabnost čez nekaj ur pač se zmanjša in ne nudi več te zaščite. Skratka, ustrezna uporaba FFP2 maske in dobro prileganje res nudi boljšo zaščito. Je pa to težko zagotoviti na splošno v populaciji, ljudje smo različni, imamo različne obraze in seveda je to tesnjenje lahko različno. Pa mogoče še en pogled pravzaprav na začetek epidemije, da ponovno spomnimo, večkrat se v klicnih centrih epidemiologom dogaja, da še vedno ljudi nekako prepričujejo, da je zares treba ostati doma, da karantena oziroma izolacija ne pomeni, da lahko greš samo v trgovino ali pa samo tja ali pa samo po tisti opravek. Kaj se torej sme, kaj je dovoljeno med izolacijo, karanteno, kaj pa seveda nikakor ni primerno? Torej v enem in drugem primeru, pri izolaciji govorimo o osebi, ki je že okužena, pri karanteni pa gre za nekoga, ki je bil v stiku in je zdaj v bistvu v inkubacijski dobi in vsak trenutek pričakujemo, da bo postal kužen oziroma potem tudi zbolel. Če želimo eno in drugo izvajati tako, da res dosežeta svoj namen, potem ne smemo imeti stika z drugimi ljudmi, s komerkoli. In še posebej je tukaj na to treba opozoriti pri omikron različici, ki je izjemno kužna in je lahko že en tak nekajminutni obisk trgovine lahko dogodek, pri katerem pride do širjenja. Prav pogosto se nam zgodi, da izvemo za pač bolnike, ki ne vejo, kje so se okužili, tega bo pri omikron različici seveda še več. Lahko še en komentar na spremembe glede napotitev na PCR testiranje, da še kronični bolniki, otroci in pozitivni na hitrem testu, očitno so laboratoriji preobremenjeni. Ja, očitno seveda, tukaj gre za res razmere, ki so izjemne. Laboratoriji so že tako povečali v času te epidemije zelo svojo dejavnost, moramo se zavedati tega, da opravljajo tudi vse ostale preiskave, ki so jih opravljali do sedaj. Zdaj, v trenutnih razmerah res intenzivnega kroženja virusa je, kot rečemo, pozitivna napovedna vrednost hitrega antigenskega testa zelo velika in se lahko na njega kar dosti dobro zanesemo. In seveda potrditev potrebuje nekdo, pri katerem bomo recimo potrebovali nek razmislek pri sprejemu v bolnišnico ali mora na COVID oddelek ali ne, skratka za take situacije, kjer sledi temu ena taka bolj relevantna odločitev. Če gre samo za izolacijo in za karanteno stikov, seveda se lahko danes zanesemo v bistvu na hitri antigenski test. Po zadnjem predlogu oziroma pač zdajšnjem predlogu spremembe programa cepljenja za letošnje leto bodo specialisti medicine dela presojali za posamezno delovno mesto, če bodo uvrstili v oceno tveganja tudi cepljenje za COVID-19, pa me zanima, a ne bi bilo tukaj smiselno, na ministrstvu pravijo, da bodo dejansko sami odločali, ne bi bilo smiselno neka splošna navodila usmeritve tem specialistom dati, a lahko tukaj pride do nekih pritiskov nanje, bodisi strani delodajalcev, ki bi si to želeli ali pa si ne bi želeli, ali pa delavcev, ki bi si to želeli ali pa ne želeli, ker ne vem, lahko se zgodi v Ljubljani, bo za nek poklic obvezno cepljenje, v Mariboru ne. Kako vi gledate na to? Tukaj gre za zdravniško presojo. V vsakem primeru in specialist medicine dela mora tudi v drugih situacijah presoditi, pač kaj so tisti dejavniki tveganja na določenem delovnem mestu, ki zahtevajo določeno vrsto zaščite, pa naj bo to, ne vem, zaščitna obutev, čelada ali pa cepljenje. Podoben način imamo tudi za cepljenje proti hepatitisu B, na primer. Torej, prav gotovo pa bo medicina dela verjetno kot stroka sprejela neka osnovna priporočila ali bo to nek njihov dogovor, pač kako se take stvari izvajajo, podobno kot to naredimo
pravzaprav pri vseh stvareh, ki jih uporabljamo, tudi recimo pri zdravilih, prej ste me spraševali za zdravila za COVID, pač stroka sprejme neka priporočila, neke usmeritve, kako to uporabljati. V medicini to vendarle nikoli ni popolnoma absolutno, tukaj ne gre za neke predpise, zakone, zato ker vedno še obstajajo posamezne situacije, ki so stvar individualne presoje.